Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Preden gremo na današnjo epizodo, bi vas rada spomnila na naš tradicionalni dogodek MoneyHow Live, ki se bo odvil 22. maja. Na tem dogodku bomo s komedijanti roastali slovenski kapitalski trg. Kateri so ti komedijanti, bom pa tudi kmalu razkrila. Na dogodku bo tudi prisoten minister za finance in tudi kar nekaj zanimivih gostov. Pa mogoče samo še to na hitrco, marčevski bootcamp, investiranje za začetnike je že zapolnjen, aprilski pa se zelo hitro polni. Glede na korekcijo na borzi je lahko vstop na borzo cenovno bolj ugoden. Če ne veste, kako se lotiti investiranja, ste lepo vabljeni. Predsednik Donald Trump poskuša pripraviti finančne trge na povečano turbulenco, kot je poudaril v svojem prvem govoru pred kongresom, in sicer 4. marca. Trump je v tem govoru opravičeval svoje najnovejše carine na Kanado in pa Mehiko ter napovedal malo motenj na trgih, medtem ko je zagovarjal kar precej agresivno trgovinsko politiko, ki vključuje 25% carine na uvoz iz Kanade in Mehike in dodatnih 10%, torej skupaj 20% na kitajsko blago. V govoru je priznal, da bo prišlo do kratkoročnih pretresov, a vztraja, da bodo ti ukrepi ukrepili ameriško gospodarstvo in naredili Ameriko spet bogato. Odpira se veliko vprašanj, je čas za beg v varne naložbe, zlato testira psihološko mejo $3000 za unčo, povečana je volatilnost na trgu, trgi ne marajo negotovosti in trenutno smo v tem okolju in očitno bomo še nekaj časa. Pred mikrofonom je Blaž Hribar, član uprave pokojninske družbe A in strokovnjak za konzervativne naložbe. Zdravo. Hvala, lepo v tem. Jaz moram priznati, da sem spremljala Trumpov govor v živo, sred noči. Bravo. Ja, to je res šov. Govor je bil zelo dolg, 100 minut. Povedal je pa tudi menda, da veliko neresnic in zdaj mediji že po svetu čekirajo, kako resnicoljuben je bil v bistvu pravzaprav Trump. Ampak zanimivo, kako smo prišli do tega, da nam vladajo tako odkriti lažnivci, ki v bistvu brezsramno opletajo z neresnicami. Kako misliš, da te laži, zavajanje, to vse vpliva tudi konec koncev na borzne trge in vnaša to negotovost in pač to volatilnost in vse skupaj? Tako. Ja, veš, kako jaz razmišljam, oziroma se mi zdi, da kapitalski trgi se kaj veliko ne ubadajo z neresnicami, polresnicami in zavajanjem, ampak gledajo čez vso to, bom rekel, meglo ali pa to neko kamuflažo tega, kar se v resnici dogaja. Ne. Tako da čisto iskreno, jaz se probam, ko naprimer berem njegove izjave ali pa tako, probam zmer nekako razmišljati, kaj pa bi v zadju Trump, ko ne nastopa, ne, ko je vseeno dokaj racionalen, pragmatičen, ekstremno pragmatičen v bistvu voditelj, ne. Kaj pa je njegov namen, ne? In koliko odločno, kako je v preteklih konfliktih ali pa nekih pogajanjih se on tega loteval, ne? In probam v tem kontekstu razmišljati, kam zdaj bi to nekako lahko pripeljalo. Seveda so tukaj presenečenja pri ljudeh, kot je gospod Trump ali pa pač na takem svetu, kakršnem smo zagotovljena, ampak vseeno te majčkeno, bom rekel, umiri, no? Da malo lažje razumeš, zakaj kapitalski trgi včasih močno odreagirajo, včasih pa popolnoma nič ne odreagirajo, čeprav bi rekel navaden človek oziroma je nekje neka neresnica, laž evidentna, ne? Ampak tako bom rekel, ne? Če je resnica ali pa laž evidentna, ne? Zakaj bi se potem razburjal? Potem je pač samo neresnica in laž, potem je pač kot tako tudi vzameš in kapitalski trgi jo tudi kot tako vzamejo, se glede nje pač enostavno ne obremenjujejo preveč. Ne? Bolj važno je tisto, kar res šteje na koncu, ne? Kaj bojo res naredili, kaj bo res končni razplet določenih, dajmo reči, pogajanj, no? Ja, ampak retorika je pa kar huda. No, retorika je huda, se pravi, zato včasih skoraj, bom rekel, ne bi v živo poslušal gospoda Trumpa, ne, ker se ga skoraj človek malo ustraši. No, tako da bi rekel, če že ne, gledate gospoda Trumpa ali pa kjerkoli drugega populističnega politika, ne, je fajn, da ga ne gledate po izsekih njegovih tistih najbolj, bom rekel, vročih izjav, ne, ampak da, primer, zadnji sestanek med ukrajinskim voditeljem Zelenskim in Trumpom in podpredsednikom Vanceom, ne, če bi gledali samo izseke, ne,
katastrofa sestanek, tudi sicer katastrofa sestanek, do dogovora ni prišlo in tako naprej. Ne? Ampak vseeno, večino tega sestanka je bilo čutiti tudi, bom rekel, neko vsaj zmerno spoštovanje tudi do Ukrajine kot take, do generalov, vojakov, posredno potem tudi do voditelja teh ljudi, ne? Strani Trumpa. Ne? Ko ni šlo več po planu, ne, potem smo obrnili drastično. Mislim, tole žuganje je bilo čisto neokusno, no, z njegove strani. No. Neokusno se strinjam, ampak je kontinuirano del Trumpovega pogajalskega procesa. Ne. Vedno, do zdaj, tudi v prvem mandatu, torej Trump 1:0, ne, vedno je nekega pogajanja se običajno lotil zelo agresivno. Torej, on ni najprej zagrozil, če boste vi to, potem bom jaz to in to, ampak je enostavno to kar naredil in dal žogico nasprotnemu taboru in rekel, lejte, jaz sem zdaj to naredil, vse pa, če se pa ste pripravljeni pogajati, sem pa jaz tudi pripravljen se pogajati. Ne. Nisem rekel, da je to za večno, to je samo predlog, če boste vi ustrajali na vaših pozicijah. Ne? Se pravi, če te prav razumem, Trump najprej useka, potem pa išče neko debato, neke kompromise. To je njegova strategija. Potem pa pragmatično odpre možnosti, da se mu približa nasprotna stran. Tako nekako jaz vidim to njegovo taktiko, tako jo probam razumeti, tako jo razumejo kapitalski trgi. Ne? In zato dokaj pozitivno, bom rekel, so šli v bistvu v to Trumpovo drugo predsedovanje. Ko je postalo jasno oktobra, da je on glavni kandidat in novembra, da je izvoljen, so bili kapitalski trgi navdušeni, v tem ni dvoma. Ne. Razpoloženje podjetnikov je šlo v nebo, ne, rekordno visoko, ne, delnice rekordno visoko. In tukaj ni kaj veliko zapovedati. Ne. Je pa res, da takrat smo tisti komentatorji, ki smo malce skeptično na vse skupaj gledali, opozarjali tudi na slabe, potencialno tvegane stvari v tem programu. Ne. In carine so tipično taka stvar, ki nima nobenega ekonomskega smisla. Kdorkoli je ekonomijo naredil, kdorkoli je karkoli v zvezi z zunanjo trgovino kdaj prebral, od Ricarda naprej, primerjalne prednosti in tako naprej. Torej, cel argument, zakaj se trgovino ljudje sploh gremo, ne, zakaj vse ne naredi moje gospodinjstvo, ne. Enostavno govori kontra temu, da je to smiselno. Ne? In zdaj smo prišli do tega, ne, da tiste stvari, ki so bile všeč kapitalskim trgom, podjetnikom, torej nižji davki, manj birokracije, manjša država, manjše obremenitve, ne, vse to, kar bi deregulacija, ne, manjše trošenje države na stvareh, ki jih ne zadevajo direktno Američane in tako naprej. Tam so ali mali koraki, ali pa jih sploh še zaenkrat ni. Ne? Na drugi, torej pri tistih pozitivnih, bi rekel, za gospodarstvo, ameriško gospodarstvo, predvsem stvareh, tam ni še zaenkrat vidnega napredka. Ne? Bom rekel, veliko dima, kot odpuščanje javnih uslužbencev in neke take stvari, ampak resnega napredka zelo malo. Ne? Kar se tiče pa carin, ker smo se jih v bistvu zelo bal, ne, ali pa se jih tudi gospodarstvo zelo boji. Ne. Se lahko pogledate ankete ameriških podjetnikov, oni ne marajo carin, oni direkt povejo, da jih ne. In to smo pa zdaj dobili v polni meri, pa še več zraven. Ne. Torej polne carine na Kanado, 25% na Mehiko enako in 20% na Kitajsko, Evropa, ti si pa naslednja. Ne. Tako da to je pa, bom rekel, tisto presenečenje. Zdaj lahko to razumemo kot preplah, ne, kot zlom mednarodne trgovine in trgovinska vojna in tako naprej, deloma siguren, pravilna ocena, lahko pa razumemo na ta način, kot sem prej rekel, kako se Trump običajno pogaja, torej ta prvi da carine, potem pa čaka, kakšna bo protiponudba in potem prilagodi svoj ukrep. Se mislim, da je to zdaj z tole Mehiko je zdaj taka situacija, ne, se pravi 25% na blago, na uvoz njihovega blaga, ampak zdaj menda pa, da naj bi že iskali neke rešitve oziroma da naj bi znižali te carine oziroma mogoče celo prestavili za kakšen ne vem koliko časa. Ja, najprej so jih hoteli uvesti, potem je bilo, da bojo aprila, zdaj so marca. Skratka, to je iz dneva v dan je zgodba druga. Ne. Bi pa rekel tako, iz Trumpa 1:0, ker smo ga dali zelo podrobno čez, ne, bi jaz tako rekel, običajno gospod predsednik, ameriški predsednik napove neke drastične ukrepe, kot carine na vse uvožene izdelke, morda celo sprejmejo kakšen, bom rekel,
zakonodajni prvi korak v to smer, ne, potem pa, če pride do močnega odziva kapitalskih trgov, ne, recimo tudi zdajšen na te uvedbo carine je bil kar močen, ne, lahko še kaj v tem poveva, negativen in močen. In dan, dva kasneje, eden od njegovih, bom rekel, podrejenih, torej tokrat mislim, da gospod Lutnik, komisar za trgovino ali kakšen ima točen naziv, ne, že malce miri situacijo. Ne. Saj smo odprti za kompromis, se pogovarjamo o dogovoru in tako naprej. Ne. Tako da kadarkoli v bistvu pride do močnega nihajanja navzdol zaradi nečesar, kar je gospod Trump naredil, napovedal, rekel, takrat hiter, potem pragmatično, ne on, ampak nekdo iz njegove ekipe, ne, da neko izjavo za medije, ki malo vse skupaj umiri in odpre vrata, tako imenovano off-ramp po angleško, torej neki izhod iz te situacije konfliktne za umiritev. Ne. Tako da upam, da tudi tokrat bomo šli na podoben način. Po tej poti, no. Ampak mislim, da v tem govoru pa nič ni omenil, da pač bi bilo možno nek kompromis. Taki govori so namenjeni populističnim izjavam in širši javnosti, ne resnim, bom rekel, resnim debatam in resnim ukrepom. Okay, zdaj te carine so bile bojo tudi zavzeli Grenlandijo, ne, med drugim. Ne. Mislim, zelo lepo jih je povabil pod svoje okrilje in da bodo obogateli in vse živo jim je obljubljal. Ampak če ostaneva še malo pri teh carinah, ne, Trump je tudi recimo v tem govoru napovedal 2. aprila, malo se je zafrkaval, hotel sem 1. aprila, ampak ne vem, če bi to izpadlo resno, da imamo 2. aprila, ne, recipročne carine v bistvu proti državam, ki bi uvedle carine na ameriško blago. Ja, še dodatne. Še dodatne, ja. Zdaj pa ti kot v vlogi vlagatelja, ki konstantno iščeš neke dobre naložbe ali pa bežiš iz nekih slabih naložb, je tukaj na mestu vprašanje, katere panoge so tiste, ki bodo profitirale od teh carin oziroma ki bodo najbolj na udaru. Dajva pogledati, mogoče, kaj se je zgodilo v zadnjem tednu dni, ne, dobrem tednu dni, 10 dneh, ne, če ti sem tukaj, sekunda, ne, pa bova mogoče imela boljše izhodišče za razmišljati za naprej, ne, torej, v bistvu, če tako rečeva, no, kaj je se zgodilo v zadnjih 10 dneh, ko so te carine postale, bom rekel, realnost, ne, ko je želja po miru v Ukrajini, lepo povedano, ne, postala evidentna realnost ameriškega predsednika oziroma ameriške države. Ne. Te obrambne delnice smo videli, da so kar precej zabeležile skok, ne, tudi azijske obrambne delnice. Pa recimo zanimivo mi je bilo recimo farmacija, ko so se začeli farmacevti med sebojno povezovati, in tudi razpravljajo o vseh teh carinah, kako bo to vplivalo na farmacevtsko panogo. Sej kar neki energija je zanimiva, recimo danes tale v Kanadi so napovedali, da se bo življenje Američanov zelo podražilo, ker jim bojo pač uvedali carine na energente, tako da kar neki pestrega dogajanja, če gledamo po sektorjih. Ja, ekstremno pestro. Pa avtomobiliste moramo ne smeva pozabiti. Če greva top-down, če greva od zgoraj na vzdolj, ne. Torej, so bile delnice dobra naložba ali slaba naložba? Delnice ameriške so bile slaba naložba. Letos so v evrih cirka, mislim, da 5% trenutno v minusu. Ne. Evropske so pa 10% v plusu. Ne. Torej, Evropa plus 10%, Amerika minus 5%, vse govorim v evrih za slovenskega vlagatelja, evrskega vlagatelja. Ne. Torej, 15% točk, ne, razlike v, kaj sta to, 2 meseca? Ekstremen premik. Ne. To je res nekaj, kar, ne vem, bi mogel iti nazaj gledati, pa ne vem, če bi sploh najdel v 2 mesecih tak premik. V celem lanskem letu, ko je bilo ekstremno, bom rekel, v prid ameriškim delnicam, zaradi AI-ja, zaradi Trumpa, ki bo povzročil preporod gospodarske Amerike in tako naprej, so sicer ameriške delnice za cirka 20% točk presegle donosnost Evrope, zdaj smo pa v 2 mesecih v bistvu 15% točk že dobili nazaj. Kaj se je zgodilo tako lepega v tem obdobju za evropske delnice relativno na ameriške delnice? Tudi evro je pridobil versus dolarjev in tako naprej. Ne. Torej, evidentno je, da vse skupaj, kar je bilo letos narejeno, ne, narejeno je bilo pa praktično samo carine pa odpuščanje
bombastično odpuščanje, bi rekel, nekih javnih uslužbencev, je vplivalo negativno na zaupanje v ameriški, bom rekel, delniški trg. To je eno. Drug učinek je bil AI, torej umetna inteligenca kot taka, je, bom rekel, na prepihu. Torej, dvomi o tem, kakšna bo dobičkonosnost končna celotnih teh palete produktov, ki so ekstremno dragi za narediti, je vse glasnejši, je ta dvom, in zadnji rezultati so odlični, ampak niso več še bolj odlični, kot smo pa pričakovali. In od tu v bistvu ameriški Magnificent Seven Index, torej 7 največjih tehnoloških družb, med drugim tudi vse relevantne za AI, za umetno inteligenco, je 15% v minusu trenutno relativno na zadnji vrh, torej decembra. Torej, bom rekel, balonček umetne inteligence je rahlo začel puščati. To je en zelo pomemben dejavnik, ker 40% ameriškega S&P 500 predstavljajo tehnološke delnice, glavnina tega se pa napaja iz teme, naložbene teme umetne inteligence. In ta tema zdaj rahlo ne vleče več, celo rahlo bremza. Druga je pa celotna gospodarska tema. Pričakovali smo gospodarski razcvet v Ameriki in posledično morda še kje drugje pod taktirko Trumpovih, bom rekel, nekako libertarnih gospodarskih načel, torej svobode, manj birokracije, manj države, manj davkov. To je vse voda na plin podjetništvu v bistvu, zagonu investicij. Dobili smo pa kaj? Dobili smo pa carine, pa nekaj odpuščanj v javnem sektorju, kar vnaša negotovost zopet v potrošnike. In dobili smo ogromno negotovosti in ta negotovost v bistvu zavira, da bi se v podjetjih, tistih, ki so odgovorni za investicije, za plane, počutili samozavestne, da pejmo v novo investicijo, dajmo vzeti posojilo, investirajmo v novo tovarno, v nekaj nov produkt, v razvoj, zaposlimo nove ljudi. Ta negotovost je evidentno nekaj, kar je slabo za ameriško in seveda tudi svetovno gospodarstvo. In v takem okolju smo trenutno. Tako da bo zanimivo v bistvu videti, kako se bodo ameriški podjetniki v bistvu zdaj odzvali. Če pa gledamo borzo, je pa razplet že, bom rekel, jasen. Pač borza se je ustrašila za gospodarsko rast v prihodnje. Tipični sektori, ki so dobra naložba v časih solidne gospodarske rasti, so zaostajajo po donosnosti oziroma so negativni. Tehnološki je eden od teh, pol tudi kakšne banke in tako naprej, trajne potrošne dobrine in take stvari. Tisto, kar je bilo pa najbolj donosno v Ameriki, v ameriškem delniškem indeksu, so pa farmacevti, torej healthcare, zdravstvo, širše gledano farmacija, predvsem pa tisto, kar vsak dan kupujemo v navadnih trgovinah, torej vsak dan je potrošne dobrine. In evidentno so se vlagatelji, kar se tiče ameriških naložb, ameriških delnic iz risk-on, torej dajmo tvegati, splača se, pred nami je priložnost, umaknili v bolj varna zavetja, varne pristane. Med drugim tudi v ameriške državne obveznice, ki so v bistvu pridobile na vrednosti. Torej zahtevana donosnost se je znižala se je pa ravno zaradi vsega tega, kar v bistvu zdaj smo povedali. Torej, zaradi slabših izgledov, slabše ocene za letošnjo in naslednje leto glede gospodarske rasti v Ameriki. A lahko recimo poveš na podlagi Trump 1.0, kateri sektori so bili tisti, ki so najbolj performali v teh volatilnih časih? Trump 1.0 je bil, kot prvo je bil zelo dober za delniške naložbe, za delnice ameriške in tudi sicer. To je bilo obdobje solidnih delniških donosov. Zdaj, kje so bile najbolj? Pa recimo mogoče ne v tem obdobju, zdaj pravijo, da se je povečala verjetnost nastanka recesije, recimo v tem obdobju, ko smo tik pred tem, a bo recesija ali ne bo recesija. Kateri sektori se ti zdijo zanimivi? V bistvu zgodba na to temo je zelo jasna, če mi znate povedati, a bo recesija ali bo ekspanzija. Dajva reči, če bo recesija. Če bo recesija, se rabite umakniti v varna zavetja, karkoli že to za vas je. Od tega, da greste v državne obveznice, ki v tem primeru, če znižajo obrestne mere, pridobijo na vrednosti. Torej, res pravo varno zavetje je denar ali nekaj, kar ima dvojni A ali višjo bonitetno oceno.
torej obveznica z dvojni A ali trojni A bonitetno oceno. Karkoli nižji A je nekako neutralno, karkoli nižji, ne, če greste pogledati prejšnje finančne šoke, finančne krize, ne boste ugotovili, karkoli prej je pač negativno donosno, običajno v takih epizodah. Ne. Zdaj, bolj greste na rizično, večji minus je. No. Obrnjeno velja, če gremo v ponovni zagon in se dokaže in se spremeni zgodba in carine naenkrat so umaknjene, dobimo mir na tem svetu in gospod Trump uspe, ameriški predsednik za svojimi politikami uspe zagnati podjetniški duh v Ameriki in širše v svetu, drugi mu sledijo in potem imamo gospodarski preporod. V tem primeru rabimo iti pa v bolj tvegane naložbe. Zdaj, en dan je neka presoja, drug dan je druga presoja. Ne. Pač poglejte si volatilne tvegane naložbe, ne. Bitcoin recimo je ena od njih, ne. Pa en dan je 80.000, en dan je 90.000, en dan je pa nekje vmes, en dan je pa 100.000. Skratka, iz dneva v dan se zgodba bliskovito spreminja in ne bi rad napovedoval, kam točno gremo. Lahko se pa pogovarjamo o scenarijih. Če bo gospod Trump izbral agresivnost na carinah in neko zmernost ali pa neambicioznost pri drugih, bom rekel, ukrepih, razlogov je pa več, zakaj drugje lahko se zgodi, da ne bo ambiciozen. Recimo, eden od teh je nižanje davkov. Ne. Ameriška država ima že zdaj zelo visok proračunski primanjkljaj in ni malo resnih ljudi, ki opozarjajo na to težavo in na te omejitve. Ne. In torej tukaj ni ogromno več fiskalnega prostora, torej prostora v javnih financah ameriških, da drastično nižajo davke. Ne. Če nižajo davke, morajo nižati izdatke. Izdatke nižati je pa težko v Sloveniji, v Evropi ali pa v Ameriki. Ne. Elon Musk to agresivno dela prek javnih uslužbencev, ampak to je le kaplja v morje, ne, v primerjavi s tem, kakšne številke dejansko so v javnem dolgu. Se mislim, da je ravno v tem govoru, ko je govoril, da bodo znižali ta javni dolg, je v bistvu povedal tudi, kdo bo vse investiral v Ameriko in kdo bo vse odpiral nove tovarne, to so kar orang številke po 500 milijard. Argument gospoda Trumpa je zelo jasen. Ne. Za carinami v bistvu hočem, da prestavijo tovarne, ki so v tujini, v Mehiki, na Kitajskem, v Kanadi, da jih prestavijo nazaj v Ameriko, zato da zagotovimo delovna mesta za Ameriko. Torej, carin ne bojo na koncu plačevali ameriški potrošniki, ravno obratno, Američani bodo dobili dodatne službe na razpolago, plače jim bojo rasle in bojo imeli večjo v bistvu kupno moč in blagostanje. To je njegova zgodba. Težava tukaj nastane, ko on ne selekcionira med dobrimi in slabimi, ki so v tujini, in med v bistvu tem, kjer je res težava, da so delovna mesta iz Amerike prestavljena v Mehiko ali pa na Kitajsko, ne, ampak da carino na vse, kar uvažajo. Ne. Takrat pa zelo imaš pravila, ki podpirajo logiko mednarodne trgovine, in takrat vsak vam bo povedal, ki je to karkoli gledal ali pa prebral, vam bo povedal, da v tem primeru so na slabšem vsi. Yep. Dlje, ko trajajo take carine, večja bo bolečina za vse, za Kitajce, za Mehčane, za Kanačane in tudi za Američane. Ne? In tudi za Evropejce. Zaenkrat še ni dal carin na Evropejce. Ja, mislim, da bo evropska podjetja to tudi čutila, tudi če zaenkrat še ni carin. Zdaj, ko omenjaš, kako bomo to doživeli, verjetno tudi v obliki povišane inflacije. Zdaj, na TikToku in tudi po drugih kanalih, na X-u in vse povsod gledamo, kako so se recimo podražila jajca v Ameriki. In seveda tudi napoveduje se druge podražitve. Se pravi, a ti pričakuješ, da se bo povišala inflacija v ZDA in kaj seveda to posledično pomeni za FED in rezanje ključnih obrestnih mer? Aj konc s tem? Zopet se lahko naslonim na kapitalske trge, na obveznice. Ne? Obveznice ameriške so deloma zaskrbljene glede tega, kar se dogaja, kar pomeni, da so se obrestne mere že znižale v pričakovanju, da bo pač nižja gospodarska rast in da bo FED pač mogo klemečkam bolj spodbujati, kot smo prej mislili, ne? Torej, da bojo obrestne mere generalno malo nižje. Tako da to je nekako zdaj zaenkrat hitra sodba. Ne? Kar se tiče pa dolgoročnih obrestnih mer, te se pa niso znižale. Ne? Torej, tam pa vidijo kapitalski trgi v Ameriki, še posebej pa zdaj v Evropi, po tem, kar so včeraj sporočili Nemci. Ne? Torej, tam je pa v bistvu precej trošenja z vidika države na vidiku. Ne? To pa veliko bolj velja za Evropo, če greva zdaj v Evropo. Ne? V Evropi pa zgodba malo drugačna. Ne? Z tem, in tudi se lahko greva prek carin v Evropo. Ne? Rekla si Evropa, tudi čakajo jo carine. Ne?
Zakaj jih zaenkrat ni napovedal? Ne? Jaz mislim, da del zgodbe je v tem, da od Evrope v bistvu hoče, da se lahko on umakne od Ukrajine in da prevzeme odgovornost za stabilnost Evrope, torej predvsem za proračune, za orožje, Evropa sama. In Evropa je stopila v to smer in to agresivno. Van der Leyenova, torej Evropska komisija, zdaj spodbuja države, da vlagajo, vlagajo, da se obrambno okrepijo, da je tako rečeno. In te številke so ogromne. Še nedolgo nazaj smo imeli ESG pa zeleni prehod in takrat je bila orožarska industrija na prepovedani listi. Ne da je bila neutralna, prepovedana je bila pri marskom. Zdaj pa ekstremno spodbujamo obrambo Evrope. Tako da tukaj je bil obrat za 180 stopinj narejen v evropski politiki in to je bil pod pritiskom in na željo gospoda Trumpa. In tukaj nekaj je na tem verjetno, dajmo tako reči. In tukaj je gospod Trump zadovoljen, ker če bo 650 ali 150 ali 350 milijard, da vas je eno številko zbrati, od tega, kar bo direktno do tega, kar je sposojili skupaj in maksimalni znesek, veliko tega denarja bo potrošenega in tukaj zdaj gospod Trump vlaga svojo, bom rekel, karto, ker rad igra karte, Zelenskim ali pa s kom drugim, vlaga svojo karto, to pa je, mi smo glavni proizvajalec orožja na tem svetu in kupite od nas. Torej, on želi, da Evropa od njega kupi orožje, želi, da od njega kupimo plin in nafto. Zelo simpel. In če bomo te tri stvari udejanjili, potem verjetno ne bo carin na tiste Mercedese pa BMW-je. Seveda pa še tukaj ne smemo kakšnega davka dati na IT velikane ali pa kaj tazga. Tako nekako zgleda ta logika, po moje, gospoda Trumpa versus Evropa. Kaj pa recimo zdaj, tudi vem, tudi midva se že o tem pogovarjali, ta ESG, tudi sami imate neke standarde, ki ste jih sami sprejeli za investiranje. Kaj pa to zdaj pomeni za vas, recimo za investitorje, za institucionalne investitorje? Če so padli, zdaj von der Leyenova še pred parimi tedni govorila, da bomo ostali za preseženje temu zelenemu prehodu, zdaj očitno so neka druga pravila igre, Včeraj, če sem prav prebral, je razrahljala pravila glede izpustov CO2 pri avtomobilskih proizvajalcih, razpotegnila to na 3 leta iz čistega 2025 cilja in hkrati pozvala države, naj se oborožijo, čisto enostavno povedano. Po domač povedanje. Ja, po domač povedano. Tako da jaz mislim, da tukaj ni več debate, da je ESG, pa zeleni prehod, pa zelena energija, da je to zdaj podrejen cilju obrambe Evrope pred zunanjimi nevarnostmi, dajmo tako reči. Ja, zanimivo. A se pravi, a vaša strategija investiranja se bo zdaj spremenila ali ostajate zvesti temu zelenemu prehodu? Mi smo bili skeptiki do ekstremnih predpisanih pravil, kam moramo mi vlagati. Ne maramo, jaz kot upravitelj, kot premoženja, ne maram, da mi nekdo govori, kam moram vlagati. Ali je to, nadzornik, ali je to moj vlagatelj, ali je to nek regulator, ali je to gospa van der Leyen. Skratka, ta pravi upravitelj, bi jaz rekel, neodvisen, razmišlja svojo glavo in dela za dobro svojih vlagateljev, glede na mandat, torej cilj in naloge, ki so mu jih oni dali. In pritisk tukaj po ESG-ju, zelenih investicijah, ne glede na to, koliko je nizek donos ali pa bo sploh kaj donosa, ni prihajal nikoli do mene, od naših vlagateljev ali pa od naših lastnikov, ampak predvsem od regulatorja oziroma nekih, bom rekel, birokratsko-političnih aparatov. In tukaj nismo bili neki hudi navdušenci, da bi to ideologijo povzeli ne glede na ceno. Naša težava je bila dejansko, da mi dejansko zanaliziramo, pogledamo prihodnji donos, ocenimo prihodnji pričakovan donos in enostavno se nam to ni zdelo pretirano smotrno glede na naše dolgoletne, desetletne izkušnje. Se tudi mali vlagatelji se mi zdi, da nismo eni tistih, ki smo se zaplezali v zelenih naložbah ali pa ESG naložbah. Mislim, da tudi mali vlagatelji nimajo tega pred svojimi očmi, ko govorimo o investicijah. Ali lahko se mogoče še vprašam vezano na te carine, ki so jih Kanadčani napovedali, med drugim tudi 100% carine na Tesle. Tesla je kar precej na tnalu, prodaja jim noro pada v Evropi in tudi drugod po svetu. Ljudje
ne želijo, da bi na avtomobili pisali, da bi bila znamka Tesla, skrivajo to. Skratka, Elon Musk, kaj si ti misliš vsem skupaj? No? Kako misliš, da bo vse skupaj to vplivalo? Njegovo početje na pač poslovanje njegovih podjetij in seveda posledično tudi na delnico. Najbolj kratek odgovor, no? Pa zelo direkten, pa zelo jasen. Jaz vozim električen avto, ampak je Volkswagen. No. Skratka, razlog, da je temu tako, je širši. Ne? Eno je, da delajo drugi enako dobre avtomobile kot Tesla, po neodvisnih testih, ali pa po moji oceni, če date kaj na to. No? Skratka, kar se tiče specifikacij, kar se tiče uporabnosti, kar se tiče cene in tako naprej. Razlika je sam, da Elon Musk da na tesla.com, tesla.si cenik, ki je že s popusti. Nažalost, evropski proizvajalci še niso dojeli, da ne grejo rajš po tej poti, ampak morate dvigati rit, poklicati ali pa saj se sprehoditi do salona, da vam povejo končno dejansko ceno. Ne. In ta praksa pri evropskih proizvajalcih je še tisto, kar loči mal na prvi pogled po ceniku Tesle od naprimer Volkswagenov, moja izkušnja z prve roke. Drugo, kar pa je, Evropejci se zavedajo, da recimo konkretno Tesla 3 model, ne, ki je bil prenovljen, zdaj Highliner edicija in let nazaj, super avto, po vseh specifikah, cena tudi super in tako naprej. Težava, ki je, da je v Šanghaju narejen, pa čez Koper prepeljan v Evropo. Torej, to je kitajski avto in če to povete Nemcu ali pa Francozu, potem bo kategorično rekel, kitajskih avtov pa mi ne bomo kupovali, se uvajamo carine pa tako naprej, ne, proti njim. To je en argument. Drug je Elon Musk kot političen aktivist, ne, reputation risk, lahko to, da mu koristi kje druge, recimo na Twitterju verjetno, ne koristi mu pa pri Tesli. Ne. Ljudje čudno gledajo, zakaj pa tako slabo dela za Teslo. Ne. Trump ni za električne avtomobile v bistvu, torej ukinja subvencije, je kontra v bistvu nekemu spodbujanju državnemu tega dela avtomobilske industrije. Zakaj Elon Musk je za Trumpa? Ne, ne vem, dajte pogledati, kaj Elon Musk ima v svojem premoženju in Tesla pač ima 12% Tesle. Ne. To ni glavnina njegovega premoženja. Ne. X je največji, bom rekel, rizični del njegovega premoženja, ki je tudi zadolžen, pa imate pa še druga podjetja, rakete in tako naprej, ne, ki so bistveno več verjetno vredne, ne, ali pa AI startup, pa tako naprej, ki so bistveno več po tržni kapitalizaciji trenutno vredne kot pa 12% Tesla. Ne. Tako da njegov fokus ni na Tesli. Ne. Jaz malce naivno bi bilo misliti, no, da je njegov fokus na manjšinskem deležu njegovega premoženja. Verjetno je na večinskem. Ne. Večinski je pa X pa pogodbe z ameriško državo za raketne in druge programe. Ne. Ampak dobro, vseeno, zdaj ti gledaš pač kot investitor, tudi pogledaš verjetno delnico Tesla in si ne vem. Draga je. Pač Tesla je zgodba, Tesla ni investicija, Tesla je špekulacija, zgodba na to, da bo Elon Musk, ker je prijatelj z gospodom Trumpom ali pa ne vem, neformalni podpredsednik ali karkoli že v bistvu je njegov naziv, no, da bo to spremenil v silne milijarde, ne. Je glavni, bom rekel, promotor umetne inteligence kot rešitve vsega možnega, ne? In robotov in samovozečih avtov, skratka učbenik umetne inteligence. On gre kar po učbeniku umetne inteligence in govori, da bo vse to naredil. Ne? Ljudje mu pa zaradi njegove karizme, tega, ker je veliko naredil v življenju, to je res, verjamejo, da bo tudi vse ostalo, kar napoveduje, naredil. Ne? Težava tukaj je, ne, da že v redu, tudi če to počnete v redu, če tako mislite, tudi v redu, težava za nas ali pa za investitorje nastane, da je danes to že vse vključeno v ceno delnice Tesle. Torej Tesla pri 150 ali pa 200 kratniku dobička na delnico, ne, oni imajo $2 pa neki dobička na delnico, delnica je pa ne vem koliko, 200, 300, tam nekje. Ne. To ni nobenega smisla, razen če on po deseteri, po stoteri praktično dobiček na delnico. Kako bo to naredil? Ne vem, on pravi, da bo robote, da bo konkretno, vse njegovi piči so zelo direktni, ne, njegova razlaga je zelo enostavna. V roku 5 let bomo naredili robota, Optimus se mu bo rekel, in stal bo en toliko manjši avto in vse bo naredil namesto vas. In vsak ga bo hotel imeti, vsak ga bo imel, vsako gospodinjstvo, enega ali pa dva. Ne bomo imeli več nobene potrebe po
kjerkoli drugih skoraj izdatkih in to bo torej, ne vem, milijarda robotov, potok, marža taka, to bo, ne vem, največja družba na tem svetu. Ne. V redu, če to res verjamete, ampak kljub temu vam povem, da je že, ne vem, 80% realizacije tega že danes vključeno v ceno delnice Tesle, pa tudi blizu niso še danes temu cilju. Kaj pa, če bo ta robot čez 15, 20 ali pa 25 let, potem vi niste naredili dobre naložbe. Danes. Kljub temu, da bo čez 20 let ta robot. Ne. In zgodba je potem podobna kot leta, ne vem, 98, 99, ko ste lahko kupili delnico Amazona ali pa vseh drugih .com podjetij, ne, ki so na osnovi interneta pričakovali, kaj vse bo internet omogočil. Internet je vse to res omogočil. Samo ne v roku 2, 3 let, 4 let, kot so oni pričakovali, ampak v roku 15 let. Ne, mogli priti do revolucije na pametnih telefonih, internet na pametnih telefonih, do pospešenega interneta, da je prišlo do vsega tega, kar so oni takrat že v bistvu vse predvideli. Samo preagresivno so prodali in vlagatelji so preagresivno po previsokih cenah to kupili. Torej, to, kar so kupili, v bistvu ni bilo nič narobe s tem, samo predrago so plačali. Kako pa gledaš recimo na ta veličastnih 7? Enako. Se pravi, predrago, prenapihnjeno. Torej, problem nimam s tem, kaj ta podjetja delajo. Ravno kar naročam tudi Netflix, recimo. Sodelavc pa ima Teslo, čeprav imam jaz Volkswagen. In tako naprej, Google vsi uporabljamo. Amazon, ja, naročiš knjigo, naročiš karkoli. Te koncepti delujejo, te firme so v bistvu zdaj zrele IT firme. Moj problem s tem vrednotenjem je, da morajo še enkrat izumiti internet in še enkrat tako rast doseči. Pravijo, da je to umetna inteligenca. Dajmo reči, da sem jaz majčkeno skeptičen do tega, kaj bo umetna inteligenca naredila z vidika profitabilnosti teh firm. Ne z vidika, kaj bo res, da se bomo mi pogovarjali z avtom, z pečico, z ne vem, televizijo. Deloma se že lahko, če ste napredni uporabniki. Fast forward 5-10 let bo to avtomatsko, ne bomo imeli več daljincev verjetno, ne? Samo če crkne kaj. Ne? In to bo ta umetna inteligenca v vsakdanjem, bom rekel, delovanju navadnega človeka, ne? Problem pa bo, koliko bomo ljudje pripravljeni za to plačati. Ne? In tle ne verjamem, da smo pripravljeni zelo veliko plačati za to. In od tu potem skepsa moja, da so ta vrednotenja enostavno previsoko, oziroma vse te investicije v pogon umetne inteligence morda ne bodo poplačana in bodo mogla biti odpisana. Ne? In to je tisto, česar se jaz bojim. Ne, da umetna inteligenca ne bo poenostavila naše komunikacije z napravami, ampak da bo bistveno manj dobičkonosna, kot danes implicirajo vrednotenja teh delnic, teh podjetij. Mislim, da tudi, ko so objavljali poslovne rezultate ta podjetja, mislim, da tudi sami niso želeli prav preveč razkriti, koliko profitabilen je prav sam ta segment AI. Razkrili pa so... AI je ekstremno zgubarski segment, če pogledaš celo verigo. Ne? Ampak povedali pa so, koliko dodatnih milijard, to govorimo 300 in še več milijard, bojo investirali. Ne? In dokaj neprepričljivi so, glede, kje bojo ta denar dobili nazaj. Ne. Edini, tako, dajmo še disclosure, torej, dajmo biti korektni in torej Facebook, Meta, je v bistvu edini, ki je do zdaj korenito, bom rekel, dvignil profitabilnost s pomočjo umetne inteligence oziroma orodij umetne inteligence. Kako so to oni naredili? Oni so zdaj omogočali, umetna inteligenca vsakmu omogoča, da se stavi sliko po svojih željah, v bistvu tudi video s komentarjem po svojim željah, v kjeremkoli jeziku. Torej zdaj lahko povprečen ali pa podpovprečen uporabnik, ne, praktično otrok, brez problema se stavi video reklamo za karkoli. In ko so ljudje to pogruntali, ne, je bil to nek nov moment, ne, zdaj pa lahko brez problema dam zelo zanimivo reklamo za svoj, ne vem, lepotni salon. Ne. Prej je bilo to ekstremno drago, strokovnjaki in tako naprej, zdaj pa lahko to vsak frizer praktično sam naredil po popoldanskem času v 5 minutah. In to je bil ta moment, ki je pognal več oglaševalskega denarja na Facebook. Torej, Facebook je edini, ki do zdaj, bom rekel, vsebinsko dejansko nekaj monetiziral glede ogromnih investicij v umetno inteligenco. Vsi ostali, ne, OpenAI, $20, naročnine na mesec, to so ekstremno nizke številke. Ne. Na koncu povejo, tudi oni, ki plačujejo tisto $200 naročnino, da imamo zgubo od njih, so sami povedali. Ne. Zato, oni so pa heavy useri, torej močni uporabniki in res veliko te procesne moči
zasedajo, ne, in potem imamo spet zgubo z njimi. Ne, tako da v bistvu vsi te, ki v bistvu, bom rekel, razvijajo AI, ne, so financirani strani tveganega kapitala. Ne, torej v bistvu jim vlagatelji dajo denar, oni ga pa porabljajo in prihodkov še ni. Kdaj bodo, koliko jih bo, je pa izredno negotovo. No? In tam so zgodbice, bom rekel, zelo kreativne. Oziroma, oni računajo, konkretno gospod Altman od OpenAI, ko so dali ven statement, press release, press statement, torej izjavo za javnost na temo te investicije, ki so bili pri gospodu Trumpu skupaj z Larry Edison od Oracla, pa Masayoshi Son od Softbanka, so v bistvu rekli, mi bomo to razvili, potem bojo pa kreativni ljudje to najdel vse možne uporabe za to orodje. Ne. In tisti del meni zaenkrat me ne prepriča, mi še malo manjka. No. Lahko, da se motim, ampak v to naj bi bilo investiranih 500 milijard. .com pa vsi tehnološki bumi prej mi v bistvu govorijo, da se prav-fejst motim, verjetno ne. V to naj bi bilo investiranih 500 milijard. Tako je, taka številka je bila pri Trumpu sporočena. Ja, tudi v Evropa je napovedala, Evropska komisija je napovedala neke, ne vem koliko, 100 več milijardne investicije. Na te politično motivirane investicije se kar primem za denarnico. No. Ali je to v Sloveniji, ali je to v Evropi, ali pa Ameriki, čisto isto. No. Recimo, da ti dam en primer evropski, da nava v slovenskih teših pa podobnih govorila, da je evropskega, Northvolt. Torej, leta 2021 je Musk z modelom 3 dokazal, da električen avto ima smisel. Vsi so rekli, opa, to je zdaj prihodnost, v roku 3 let bomo samo še električne avtomobile vozili. Evropa je zagrabila, mi zaostajamo, rabimo svoje baterije, rabimo svojo industrijo električnih vozil, ne? In so najdel denar in celo zaseben denar, Goldman Sachs, BlackRock, vsi so dali denar za Northvolt. Northvolt je začel delati neke baterije na Finskem ali na Švedskem, v eni zelo dragi državi in seveda bankrotiral v roku 3 let. Zakaj? Zato, ker je bilo predrago, zato, ker je bilo poln lukenj v njihovi zgodbi in zato, ker uvedba električnih vozil v naš vsak dan ne gre tako hitro, kot, bom rekel, tista optimistična zgodbica, ki je bila takrat prevzeta za srednji scenarij, je pričakovala. Ne? In niso se v bistvu nič zmotili, ne? Samo preagresivno, previsoko ceno so plačali. Ja, ampak pač AI še zmeraj ostaja vroča zgodba in očitno tako kot električna vozila ali pa internet. Ja. Vroča zgodba je pa tudi kripto, tudi zaradi... Kokr kjer dan, kjer teden, kjer mesec, kjer leto. Ampak v redu, no. Trenutno je še. Ja, v redu, pač zdaj tudi napovedano je bilo, tudi Trump je tweetnul ali na svojem omrežju objavil Solana, Cardano in pa Ripple. Pa je še sej res, sta še Bitcoin pa Ether. Bitcoin pa Ether, I love Bitcoin in Ether, ki je hotel popraviti, ne, in to je v bistvu se svidel, kaj se je... Po nesreč spustil. Po nesreč, seveda. Se veš, mislim, odziv trga je bil brutalen, no. Kaj se pa ti misliš? Za en dan, ja. Mislim, se še zmeraj dol, se mi zdi, da še ni pač ta izguba bila pokrita, tako da še zmeraj dol. Nekaj malega je še gor, ja, ampak če smo šli 104 na 80, pa pol na 88, pa smo zdaj, ali na 90, pa smo zdaj na 87, kaj pa vem, kaj bo jutri, čisto iskreno. Koliko resno je to Trump mislil, koliko bo tega kupil in tako naprej, zakaj bi to počel, koliko bo to počel, skratka vse je v zraku. Je pa res, da gospod Trump ima rad take bombastične izjave, a ne, ta je ena od njih, ne. Kar se pa kapitalskih trgov tiče, se pa navdušijo, pa mogoče naslednji dan tudi hitro umirijo, no. Ja, vidim. To bi jaz na to temo rekel. No. Res je šlo gor. Na zadnje, ko sem pogledala, je bilo še dol. Tako da danes zjutraj do 4-5 sem gledala. V glavnem v redu, pač ja, kripto... Zelo volatilno bi jaz tako rekel, no, zelo volatilno in zelo pod vtisom, kaj bo gospod Trump na to temo v prihodnje naredil. Ne. Jaz sam upam, da enkrat ne bo rekel, sem si premislil, ne. Ker potem pa pač Bitcoin ne bo zelo dobra naložba. No, v petek imajo sestank prvič na to temo, ker ne bi pač upeljali Bitcoin v strateške rezerve oziroma vse te coine. Ne? Ta argument je še ostal, no, drugih pa že skoraj ni več. Ne? Ker rabite nove kupce. Ne? In zdaj retail je že kupil. Ne? Kdor je hotel, je že nakupil. Ne? Tudi zaradi Trumpa, kdor je hotel, je že nakupil. Ne?
In od januarja naprej pač bolj prodajajo, kot pa kupujejo vsi ti ljudje. Ne. In kaj bo naprej, lejte, bomo videli. No. Ampak en tak, bom rekel, slon v sobi je še to, da začnejo to države kupovati za svoje rezerve. Ne. A bojo, navijo, koliko bojo. Jaz mislim, da imajo druge bolj resne težave kot pa take. A greva mogoče še malo na strategije? To ne reš, Ukrajine ne reš, inflacije ne reš, stabilnosti Evrope ne reš, tehnoloških, ne reš vrednotenja umetne inteligence in tako naprej. Skratka, to je nekaj, kar je za zraven, je špekulativna naložba. Ne. Če že hočete špekulativno naložbo za letošnje leto, ne, poglejte, kaj je v Evropi najbolj zraslo. Ne. Mogoče dajva še to, no, kakšen je ta svet. No, dajva pogledati še to. Kam je zanimiv, no, čistko, če mi dovoliš. Pogledal sem 10 najbolj donosnih delnic v Stoxx 600 indeksu, torej vodilnem evropskem delniškem indeksu v letošnjem letu, ne, in 7 ali pa 8 od njih je neposredno ali pa zelo posredno povezanih z napovedjo oboroževanja Evrope. Ne. Torej, družbe kot Rheinmetall, Leonardo, SAP, Rolls-Royce, Dassault in tako naprej. Torej, družbe, ki so neposredno imajo pogodbe, bojo profitirale iz pogodb z državami za obrambne sisteme. In v takem svetu zdaj živimo, v takem svetu smo trenutno. Ne? In tega nisem še doživel na borzi, no, iskreno. In ta del mi je, bom rekel, najbolj strašljiv. Jaz sicer ostajam optimista, ne, da to je v bistvu samo kot posel gledano, torej zdaj bomo naredili obrambo, potem pa bo zadeva umirjena, ker bomo imeli vzajemno grožnjo popolnega uničenja, recimo z navideznim ali pa pravim sovražnikom, in potem dosežeš, da se te ne dotika. Ne. Isto strategijo ima Iran, isto strategijo ima Kim Jong-un v Severni Koreji, Putin je večkrat izpostavil svoje jedrske sposobnosti in tako naprej. Ne. Tako da, jaz probam pozitivno na to gledati, trgi dejansko gledajo pozitivno na to, torej te delnice so v plusu, evropske delnice so v plusu. Evro je v plusu, ko je bila napovedana pač ogromna investicija v obrambno sposobnost in tako naprej. Tako da kapitalski trg zaenkrat vse skupaj razume kot pravilno potezo in seveda, da se bo ustavil še ta pravi čas. A pa lahko mogoče, zdaj veš, vlagatelji mali so imeli fokus večinoma na Ameriko, na Magnificent Seven, zdaj pa prihaja Evropa v ospredje. Kako bi ti zdaj recimo balansiral svoj portfelj, če imaš recimo, ne vem, izpostavljenost do S&P ali pa konec koncev tudi do nekega globalno razpršenega indeksa, kjer pa itak 70% Amerike. Kako bi zdaj dodajal Evropo, a bi dodajal Evropo, pa imamo tukaj še Azijo, ki je zelo zanimiva, Indija, Kitajska. Kako bi Mi, bom rekel, ustajamo na overweight Evropi, ne, torej imamo večjo teže Evrope, kot izhaja iz našega referenčnega indeksa. Razlogi so klele, v bistvu vse, kar sem povedal, no, ampak izhajajo predvsem iz vrednoten. Torej, Evropa je, bom rekel, bistveno cenejša kot Amerika, deloma zaradi strukture gospodarstva in potem tega, kar je na borzi, torej bistveno manj tehnologije na borzi kot v Ameriki. In če ti tehnologija ni všeč, avtomatsko moraš imeti več Evrope. Ne. Če ti je visoko vrednotenje, tam ni všeč, če ti zgodba o umetni inteligenci in kaj bo ta vse dosegla ni všeč, potem valjda greš stran od Amerike, ne, avtomatsko potem prideš v Evropo in druge dele sveta. To je eno, drugo je Evropa kot taka, ne, se je izkazala v preteklosti kot enotna v času šoka, po naši presoji, našem mnenju. No, in verjamemo, da v primeru bom rekel, nekih zunanjih izzivov, da bi zopet bila, ne, torej ta Zelenski pri Trumpu in potem pri angleškemu in francoskemu premijerju, ne, je spet en tak prikaz tega, da gremo po tej poti, torej ko je rukar, ko je šok, ne, da stopimo skupaj in znamo nekaj narediti. Ne. To je neka človeška narava, recimo. Tretje je, da cele grožnje z Rusijo pa tem ne dojemamo tako ekstremno, morda kot kapitalski trgi, ne, ali pa kot nekdo iz Amerike, ne, bo prišel Putin in bo vse zavzel in bo vse. Ne, Putin še Ukrajine ni uspel zavzeti, čisto iskreno, no, ki nima ne orožja, ne posebne moči, ne nič. Ne. Je pol manjša po prebivalstvu, pa ne vem, 10-krat manjša ali 15-krat manjša.
verjetno 20krat manjša, ne, zdaj na pamet govorim, po BDP-ju kot Nemčija in tako naprej. Ne. Torej, če ti ne moreš zavzeti Ukrajine, ne, svojo vojsko, ne, potem definitivno boš težko zavzel Poljsko, Finsko, Nemčijo in tako naprej. Ne. Tako da te strahovi so po našem mnenju malo pretirani, čisto iskreno, no. Jih pa seveda razumemo na neki čustveni. A te lahko nekaj vprašam vezano, zdaj, ko si rekel, da je večja izpostavljenost do Evrope v primerjavi s tem referenčnim indeksom vašim, sploh ne vem, kateri je vaš referenčni indeks za začetek? S&P 500 za ameriške delnice, pa Stoxx 600 za evropske delnice. Zdaj smo dvignili na 90% ciljno izpostavljenost do delniških naložb v našem PDA delniški, ne, pokojninski sklad, torej 90% delnic, pol tega Amerike, pol tega Evrope. Se pravi, ste 50-50 izpostavljenost, 50-50. Amerika, Evropa. Lansko leto, recimo tam novembra, ali pa ne vem, kjer ga, ste bili pa izpostavljeni do Amerike koliko? A veš mogoče iz glave? A ste bili tudi 50-50 izpostavljenost Evropa, Amerika? Ne, zdaj s 1.3. smo šli iz 80% izpostavljenosti na 90%. Skratka, to smo zdaj spremenili, ravno kar smo dobili odločbo AZN-ja. Ne, prav zanima me regijsko. Prej smo imeli pa 40-40. 40-40, se pravi, je bilo skozi približno taka. Ja, mi smo zavzeli stališče, da smo v Evropi, da so naši vlagatelji Slovenci, ki živijo, trošijo veliko večino denarja v evrih, ne, in torej smo nekako razmišljali v smislu malce domačijskega vlaganja, v smislu bodimo rajce malce več v Evropi v evru, ne, versus naprimer MSCI World, ne, ki je čisti indeks na osnovi tržne kapitalizacije posameznih firm na celem svetu. Ne. Tako da tukaj malce odstopanje mogoče od čiste teorije, ne. Razlog je pa v obvladovanju tveganj naših vlagateljev, čisto iskreno. Mnenja so različna, mi mislimo, da je tako. Kateri referenčni indeks imate za evropske trge? Stoxx 600. Stoxx 600, se pravi, pa v bistvu investirate v tudi umazano to panogo. Orožarsko. Nekam zelo čista ratuje zadnje dni, tako bom rekel. Ja, seveda. To je del industrije v Evropi, ne? In industrija lahko dela pač, ne vem, avtobuse lahko dela pa oklepnike. Ne? Tako da lahko se usmeri v eno ali pa v drugo. Ladja je lahko vojaška, lahko je pa luksuzna jahta. Letalo je lahko vojaško, lahko je pa zasebno. Tako da tega je kar veliko v Evropi, kot sem rekel, 8 od 10 družb najbolj donosnih delnic letos so povezane ali direktno so vojaška industrija ali so pa povezane z vojaško industrijo. Pa investirate tudi v kakšne konkretne delnice evropske? Ja, da mi povej, katere so tiste, v katere imate investiran denar, vlagateljev? Najbolj donosna delnica letos naša je, mislim, da Rolls-Royce, ki dela motorje za letala, glaven del biznisa, recimo. Torej tudi za vojaška letala. Ja. A mogoče lahko še kakšno izpostaviš, ne vem, ker tukaj zdaj... Safran, recimo, Safran francoska, pa imamo Airbus. Airbus je pač nemško-francoska firma, ki dela letala, tudi vojaška. Recimo, to so take na pamet. Še kakšno od manjših bi pa tudi rajš imel, pa kakšne nimam, ampak ene imamo, ene nimamo, no, tako bom rekel. Ta večje imamo, no. Mi gremo načeloma potem, da zastopamo celotni indeks, ki je 600 delnic z cirka 50, 60, 70 delnicami, torej začnemo z največjimi, pa kakšna manjša, ki se vede, ko se ji obeti popolnoma spremenijo, najbolj poskoč, pač nimaš v tistem trenutku noter. Kaj pa recimo od tehnoloških delnic evropskih? Imamo SAP pa ASML, vse drugega pa nimate. Klej pa potem ključno, imate overweight ali pa underweight pozicijo. Ja, evo, to je to. Daj mi še to povej, recimo zdaj se zelo veliko govori o Kitajski, tudi o Indiji, kaj pa izpostavljenost do Kitajske Indije, kako gledaš na te dva trga? Zdaj ravno te dni poteka ta kongres na Kitajskem od 5. marca do 11. Veliko se bo govoril namreč o tem. Tudi rekli so Trumpu, da pač bi si želeli, da bi bila malo bolj umirjena retorika z njegove strani. Ja, zdaj tako, mi do Kitajske nimamo povišane uteži, torej v indeksu je nimamo, nismo je nič dodali. Imamo je toliko, kolikor pač naprimer evropska podjetja poslujejo na Kitajskem, torej posredno jo imamo pa kar precej.
bom tako rekel, vsaj evropska luksuzna podjetja, Louis Vuitton, Gucci, Dior in tako naprej, ne, imajo velik delež prodaje, ne, tudi Mercedes, BMW, Volkswagen, torej Porsche, Lamborghini in tako naprej, imajo velik delež prodaje na Kitajskem. Ne. Kitajci so 1,3 milijarde ljudi in 1%, čeprav majhen, je zelo bogat od njih. Ne. In oni zelo radi, torej novo pečeni bogataši, zelo radi kažejo svoje novo pridobljene premoženje z luksuznimi evropskimi izdelki, to je nek statusni simbol tam. In od tu dobičkonosnost evropskih luksuznih proizvajalcev. Ne. Tako da prek tega smo zelo povezani, bom rekel, z njimi. No. Generalno skeptični do Kitajske, razlog je v njihovi družbeni pa gospodarski ureditvi. No. V zadnjih letih smo kontinuirano doživeli razočaranje pri tem, kako je njihov predsednik Xi, ne, oziroma njihova partija vodila gospodarstvo, torej je mala moč, bom rekel, v prosti podjetniški iniciativi in vse bolj centralno plansko pristopala k reševanju problemov, ne, od nepremičninskega balona do poka nepremičninskega balona do potem recimo moči tehnoloških velikanov, ne, ki so jih z regulativnimi zakonskimi ukrepi so jim močno pristrigli krila in tako naprej. Tako da videli smo v bistvu, da je razlog, zakaj te delnice so poceni in bodo poceni. Kdaj bi za Kitajska zopet ratala zanimiva, če bi bolj, bom rekel, kako je Kitajska šla iz ene najrevnejših držav v resno svetovno velesilo, tako da je ponotranila tržno logiko, tržno ekonomijo. Ne. Najprej v tistih posebnih regijah ob obalah, potem pa pač po celi državi. Zdaj se mi pa zdi, da je proces se obrnil, ne, s tem dodatnim mandatom Šija, ki je bil v bistvu nelegalen in nelegitimen, ne. Se je, bom rekel, logika kitajskega preporoda obrnila oziroma šla v vzvratno prestavo, ne, in vidimo visoko brezposelnost med mladimi, vidimo malodušje med mladimi, vidimo, da niso zainteresirani toliko za garanje, podjetniško garanje, da jim temu reči, ne, ustvarjanje v tržni ekonomiji, ker enostavno ne verjamejo, da tudi če bojo to vse naredili, da bojo potem kaj toliko zelo veliko tega imeli. Ne. In to je tisto, kar v bistvu nas bolj skrbi, kot pa karkoli drugega. No. Čisto iskreno, da je Kitajska šla ne naprej, ampak nazaj. Ravno danes so zelo ambiciozno napovedali gospodarsko rast, 5% gospodarsko rast, pa da bojo znižali inflacijo na 2%. Njihov delniški indeks je ekstremno pod vtisom tega, kaj rečejo, je pa približno tako. Učinki na borzi, če boste grafe pogledali, so pa približno taki kot gospod Trump pa Bitcoin v zadnjih 2 tednih. Okay, a greva mogoče nazaj na to vprašanje. Recimo mali vlagatelji, ki so v bistvu, ki imajo nek svoj portfelj, kot sva se včeraj pogovarjala, si rekel, da tudi nimajo nekega benchmarka, ampak vseeno, ne, zdaj večina verjetno je bolj izpostavljena ameriškemu trgu. Bodi si je to preko nekega globalnega indeksa, ker je 70% približno Amerike, a pa bodi se prek teh indeksov. Kako v bistvu zdaj nekako narediti, ker ne vemo, kaj se bo dogajalo z Ameriko, lahko da bo zelo volatilno, marsikdo nima živce za kaj takega. Kako zdaj balansirati ta portfelj, a dodamo v ta portfelj malo Evrope, dodamo mogoče vsem tudi malo Kitajske, ker hočemo biti del te zgodbe, da imamo v bistvu res pokrit cel svet. Ja, to bi bilo zelo preudarno, smotrno in v skladu z nasveti finančne stroke. Če se vrnem sam na retail vlagatelje. Retail vlagatelji so bili večkrat, nisem šel podrobno pogledati vsakega podatka, ampak bom tukaj citiral, kar sem prebral iz preverjenih virov, med drugim tudi recimo na Bloombergu ali pa kje drugje. Retail vlagatelji so bili glavni vlagatelji, ki so poganjali močno rast Tesline delnice, Nvidia delnice in tako naprej. Torej iz meme stocks kot GameStop ali pa kripto sveta so se preselili na največje tehnološke delnice in tam so bili glavni akterji pri definiranju teh cen. Ne. Pa ne govorim samo o ameriških. Enako velja za slovenske male vlagatelje. Če greste pogledat prilive v slovenske vzajemne sklade, boste ugotovili, da največji prirast prilivov je bil tehnološke delnice. V sklade, ki so bili tehnološko naravnani. Ne. To je bil
pač to je res nekaj posebenega. No, tako bom rekel, cel svet v bistvu se je navzel umetne inteligence, Tesla, Elon Muska, Make America Great logike. In to se pozna na delniških indeksih. Zdaj, a je to long term, torej dolgoročen, stabilen denar, ki je tam po preudarni analizi dolgoročnih pričakovanih donosov in tveganj? Jaz bi rekel, da ne. In zdaj, če se zgodba obrne, kaj se zgodi? Zgodovina nas uči, da se zgodi zelo močen in zelo hiter in zelo ekstremen prevrednotenje. No, bom tako lepo rekel. Ja, zelo lepo spovedal. In koliko lahko nekaj pade, no, dajva tako se zdaj poigrati. Ne. Pa dej. Če lahko BMW pa Mercedes, ki tudi mimo grede, ali pa Volkswagen, delajo zelo dobre električne avtomobile, kot sem rekel, ne. Vrednoten po enemu PE kazalniku 5 do 7, 8 recimo, ne. Pa je Tesla, ne vem koliko je danes, ampak dajva reči 150, ne. Torej 20krat več, ne. Bi mogla cena delnice Tesle, ne, če ne bo tistih robotov pa vsega tistega, ne, če bojo samo avtomobili, ne, bi mogla cena delnice past, za 10krat, torej za 90%, lahko tudi za 95%, ne, da pride na primerljive PE kazalnike, ne, kot jih imajo pač drugi proizvajalci električnih avtomobilov. Ne. Tako da te padci ni, da so lahko 5 ali pa 5,6%. Te padci so lahko tudi 70, 80, 90%. In samo okolje se spremeni. Ko začnemo govoriti o recesiji, umetna inteligenca ni več vroča tema in lahko hitro do tega pride. Ne. Mogoče sam intermezzo, ne. Facebook, ne, kot zelo zrela IT firma, ne, torej oglaševanje, vsi imajo Facebook, vsi imamo nekaj na socialnih omrežjih, je izgubil 70% vrednosti leta 2022, približno takrat. No. So se dvigale obrestne mere, IT ni bil več toliko vroč, šli smo ven iz COVID-a, torej ni več home office bil glavna tema za tehnologe, za tehnološke velikane. In Zuckerberg je promoviral ena očala, če se spomnite, torej virtualno resničnost, spremenoval svojo firmo iz Facebook v Meta, ker to je naslednja velika stvar. Ta naslednja velika stvar se ni uresničila še zaenkrat. Ljudje so ratali malce skeptični do te vizije, obrestne mere so zrasle in cena delnice je padla za 70%. Facebook je nazaj. Vse je v redu, še zmeraj je tam, super dela, najbolj donosna delnica zadnjih let, po tem obdobju. Ampak kako hitro, kako močno je lahko prevrednotenje, pa mečkam vse da misliti. Če se s Facebookom, ki ni tvegan napram Tesli ali pa napram Palantirju ali pa napram tem vročim AI zgodbam, ne, to zgodi v roku enega leta, samo zato, so obrestne mere malo zrasle. Pa Facebook ni zadolžena firma, mimo grede. Ne. Kaj se lahko zgodi s tem delnicam, če veter zapiha močno v drugo smer? Ne? Lahko močno padejo, no, samo to hočem reči. No. A bojo, navijo, ne vem, ampak je pa tvegano. No. Pa bova majčkeno spregovorila o tem tudi v posebni te naši rubriki Money How Friends, vezano na slovenski trg, ker podobno situacijo imamo tudi na slovenskem trgu. Pa preden greva na to, saj še eno zadevo, marsikdo zdaj špekulira, kdaj bomo dosegli dno, oziroma kdaj čas za nakupe, a iti sploh na borzo, zdaj je preveč volatilno, strah me je, da bom izgubil, cel kup nekih glasov prihaja iz vseh strani, kaj zdaj narediti? Kaj zdaj narediti, ko je tako, moraš vedeti, da mali vlagatelj ni navajen na ta nihanja, navajen smo na rast, ne kontinuirano rast, tako da zdaj imamo pa zelo veliko volatilnost, pa mogoče pač je tudi večji strah ljudi. Ja, nasvet je čisto klasičen. No. Skratka, če varčujete na dolgi rok, če ste res pravi dolgoročni vlagatelj, govorimo 10+ let, ne, recimo za pokojninsko varčevanje pri nas, ne, do 50. leta, od 25. do 50. leta, torej 25 let varčujete v delnicah. In ta nasvet je še kako živ in še kako velja danes. Ne. Znotraj teh delnic probamo upravitelji kvalitetno se ogniti tistim čerem. Ne. Če se bomo ognali parim ta pravim čerem, bo vse v redu, še kako v redu na dolgi rok. Tudi druga svetovna vojna, prva svetovna vojna, hiperinflacija 70. let, naftni šoki 80. in 70. let, vse vietnamske, ne vem kakšne vojne, vse balkanske vojne, vse druge tegobe, globalne finančne krize in delnice v svetovnem merilu so še vedno prinesle 7-8%, realno od 6
do 8, odvisen točen, kjer obdobje pogledate. In kljub tem nevarnostim na 10 let nominalno, če ste globalno razpršili po delnicah, praktično ni bilo obdobja, da bi imeli izgubo, nominalno govorim, torej da bi ven dobili manj denarja, kot ste ga vložili. Tako da delnice so neka tvegan inštrument in ravno zaradi te tveganosti, ker niso primerne za kratkoročne vlagatelje, ker niso primerne za vsakogar z rahlimi živci, ne, ravno zato prinašajo to dodatno nagrado na dolgi rok. Tako da jaz bi rekel, delnice na dolgi rok zgodba ni spremenjena. Na kratek rok zelo različno. Če sam greva na vrednotenje, rekla sva Tesla 150 do 200 PE, ne, ameriške delnice, mislim 23, 24, 25, tam se številke gibljajo zadnje dni, ne. Tehnološki velikani čez 30, Microsoft, Apple in podobno, čez 30. Pridemo v Evropo, so številke pol nižje, ne, 15 povprečno. Ne. Pridemo v Slovenijo, je pa številka 9,8. Ne. Tako da zelo raznoliko je, zelo heterogeno, zelo raznoliko. No. Tako da jaz bi recimo opozoril spet na nekaj, ne, rečemo recimo, Pog.com balona, ne, je povzročil 50% cirka padec S&P 500, pa 90 skoraj odstoten padec Nasdaka. Ne. Amazon je praktično propadel takrat skoraj, komaj preživel, torej glavnino premoženja ste izgubili. Če ste kupili delnico od Bezosa leta 1999-2000, pa jo prodali leta 2003. Ampak kljub temu, ne, znotraj tega 3-letnega obdobja, ki je .com balon počel, ne, so pa klasične, bom rekel, dolgočasne delnice, dejansko bile čisto solidna naložba. Ne. Državna obveznica, fantastična naložba v tem obdobju. Tako da znotraj vseh teh obdobij, ne, so tudi, bom rekel, če imate zelo razpršen portfelj po naložbenih kategorijah, po sektorjih, po regijah, jo boste zmerno dobro odnesli. Seveda, če so slabi časi, slabi gospodarsko časi, boste jo slabo odnesli, ampak ne tako ekstremno slabo kot najbolj vroča, prenapihnjena tema iz obdobja visoke ekspanzije. Ne. Tako da to je nekako, bom rekel, neka logika, ki jo udejanjamo pri nas, no, in ki morda je nek, bom rekel, nasvet za vlagatelje. Če vam nekaj je močno porastel, dajte mogoče tisti mečkam prodati, pa kupite tisti, kar mogoče ni ekstremno porasel, pa še zmer veste, da uporabljate v vsakdanjem življenju, veste, da so to stabilna podjetja, stabilni poslovni modeli in nekaj date, bom rekel tako, mečkam na drug kupček, na varno, na tisto bolj stabilno, dolgoročno, dolgočasno, Blaž Hribar naložbo, konzervativno. Kot sem me opozorila, da sem strokovnjak za konzervativne naložbe. Jaz delam v konzervativni industriji, ampak se nimam za konzervativnega. No. Mislim, da kar si po mindsetu konzervativc. Nepremičnine, potem obvezance, depoziti. Mogoče, v mojo obrambo ali pa obrambo moje industriji, ne, take imamo mandate, ne. Največji naš sklad je zajamčeni sklad, ne, kjer garantiramo 1,5% donos v letu 2025. Ne. In ko ti dajo take, bom rekel, ekstremno močne lisice na roko, zdaj pa delaj, zdaj pa krampej, ne, pač imaš omejeno izbiro naložb. Ne, in znotraj tega si pa lahko, ne, agresiven, torej ambiciozen ali pa konzervativen. Ne. In znotraj tega smo pa precej delovni in ambiciozni, tako bi rekel. Tukaj pol dobimo rezultat, ne, da pač recimo imamo dobre rezultate relativno na benchmarke ali pa relativno na druge, ki imajo enako zvezane roke. Ok, no, ko pa zdaj že omenjaš pokojninske sklade, pa kako imate zvezane roke, pa regulacija in podobno, ki vas je omejevala, pa bi te vse mogoče zdaj izzvala, ker si pač začel to temo. Zakaj pokojninski skladi ne razkrivajo svojih naložb? Zakaj jih razkrivajo mogoče top 10 ali pa mogoče top 5? Zakaj to ni transparentno, recimo? Na Hrvaškem to vprašanje. Na Hrvaškem se lahko zmeniva, da se čez en mesec slišva, pa bova ponovila tole vprašanje. Ker bo čez en mesec drugače, zakaj? Ker bo morda kaj drugače. Zaenkrat pri nas, no, v zagovor našega mesečnega poročila, ki je za vsak sklad objavljen na naši internetni strani, ne, kjer je razkrita sestava premoženja po naložbenih kategorijah, regijah, bonitetah, obveznicah, torej vseh relevantnih
relevantnih rizikofaktorjih, no, da lahko razumete, kaj je ta sklad in kako se obnaša, in tudi 10 največjih naložb. Tudi interno imamo pogovor, zakaj pa imamo 10, zakaj pa nimamo vse, pa tako naprej. In iskreno, jaz sem v tistem kampu, ki pravi, da imamo vse. Ne vidim razloga, zakaj ne damo vse, in zelo verjetno, ravno prej sem nekaj na to temo se pogovarjal in pričakujem, da v naslednjem mesecu ali 2 bojo vse naložbe naših pokojninskih skladov razkrite v mesečnem poročilu. Super, odlično. Torej, nimam odgovora, zakaj ne. Morda na Hrvaškem. Premalo ljudi si je to zaželelo, čisto iskreno. No. To me preseneča. Mogoče zaradi tega, ker jim nihče ni tega sugeriral, da vprašajo. V glavnem na Hrvaškem, ker so obvezni pokojninski skladi, je to vse transparentno. Tako da, zdaj bova zaključila to debato, ampak potem bova poskočila v Money How Friends, kjer se bova pogovarjala na hitro še o slovenski borzi, o vzajemni in pa individualnih naložbenih računih. Najlepša hvala za odlično debato, Blaž. Hvala za povabilo. Hvala vsem, ki ste nas spremljali, poslušajte Money How, ne bo vam žal in lep pozdrav.